Najlepša hvala za to vodno predstavitev in pa seveda tudi za povabilo. Ja, v bistvu niti ne gre toliko za nek nov koncept, gre se nekako za koncept vsega tistega, to je, kar smo slišali v delu pred vizualnim odmorom, virtualnim odmorom, recimo. Predvsem to je to, kar smo slišali v okviru strani CDFOP-a in pa strani karierne platforme, je seveda to nek del, nek segment, v okviru katerega bo potrebno nujno dati ne samo večji poudarek, ampak ključni poudarek, ko bomo govorili o kakovosti, ali pa predvsem o trajnostnem opravljanju dela. Zdaj, tisto, kar je treba ločiti, je treba ločiti, kaj pomeni kakovostno opravljanje dela in kaj pomeni dostojno delo. Velikokrat se morda v praksi ta zadeva nekoliko zamenjuje oziroma se nesporno se pa prepletata. Namreč, ko govorimo o dostojnem delu, je treba vedeti, da imamo v mislih predvsem dostojne pogoje, v katerih se neko delo opravlja. To je od klimatskih pogojev, recimo nadalje do varstva in zdravja pri delu, do pravičnega plačila, recimo za opravljeno delo, to je do urejenega, rečemo temu, delovnega časa, dobrega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja in podobno. Zdaj, ko pa govorimo o kvalitetnem opravljanju dela, pa imamo dva pristopa. En je pristop recimo delavcev, ki vidijo v kvaliteti opravljanega dela vse to, kar sem prej naštel, pri čemer je seveda glavni poudarek na višini plače. Torej, koliko zaslužim, to je, da bom lahko kvalitetno živel, če rečemo tako. In seveda, ali je to, koliko zaslužim, to je za neko delo, ki ga opravim, to je tudi dovolj velika plača, oziroma ali je pravilno ovrednoteno. Zdaj, strani delodajalcev imamo kvalitetno opravljanje dela nek drug pojem. Imamo pojem, da je nek izdelek, da je neko delo kvalitetno narejeno. Se pravi, to je, da se ne kvari, da je inovativen pristop, recimo, kot smo slišali prej tudi, skratka, da gre za izdelek, ki se, pa nam je bo zdaj oproščeno izrazu, ki sam sebe prodaja, recimo, na nekem trgu. Zdaj, ko pa govorimo o kakovostnem opravljanju delu, je pa moja teza precej drugačna. Gre pa za tezo, ki zraven dostojnega dela vsebuje tudi trajnostno, kakovostno opravljanje dela, ki pa se navezuje na tisto, kar smo slišali v prvem predavanju strani CDFOP-a, ko je govora o znanjih, kompetencah, usposobljenosti, da neko delo lahko opravlja. Zdaj, težava, ki jo imamo v Sloveniji, je ta, da delodajalci večinoma pričakujejo, da bodo zaposlili človeka, ki bo vse znal. Torej, ki bo v nekem danem trenutku vse znal in je to. Delavci seveda pričakujejo, da bodo dobili delo, ki ustreza njihovi znanju. In tukaj imamo težavo, kajti nobeden od teh subjektov dejansko ne priznava dinamičnosti, tako v poslovnem procesu, v novih oblikah poslovanja, novih ekonomskih modelih, če želite, kot tudi seveda v novih oblikah opravljanja dela. Nobeden ne priznava te dinamičnosti in potrebe, želje potem, da bi se izobraževal, dodatno usposabljal, pridobival neka nova znanja. Zdaj, vse neke mednarodne študije kažejo na to, da formalna izobrazba je izredno pomembna, vendar izgublja na svoji pomembnosti. In da večji del, da vedno bolj dobivajo v veljavo neke življenjske izkušnje, neke znanje, usposobljenosti, ki so posledica, rečemo temu, neformalnega izobraževanja, recimo, kompetenc. Seveda tudi formalno vse življenjsko učenje je tu še kako in kako pomembno in pa potrebno. Po drugi strani pa imamo seveda tudi težavo, to je za motivacijo delavk in delavcev, ki ne vidijo potrebe po tem, da bi se dodatno usposabljali. Mi imamo v Sloveniji zelo dober šolski sistem, eden izmed najboljših, bom rekel, v Evropi. Ampak ta sistem velja, dokler se ljudje, študentje in mladi šolajo. Ko zaključijo šolanje, pridemo pa v segment, ko bi se naj zaposlili na trgu dela, vendar ugotavljamo tukaj, da imamo eno izmed najslabših pozicij, stopenj digitalne, bom rekel, ali pa
pismenosti nasploh, to je, ko je govor o starejših zaposlenih. To pomeni, da imamo na sistemski ravni eno veliko napako. To je, da se ne ukvarjamo z starejšimi, da se ne ukvarjamo z zaposlenimi ljudmi. Ne samo z brezposelnostmi. Kajti teza, pa bom rekel, še kako je pomembno, da mi preprečujemo brezposelnost s tem, da vlagamo v zaposlene ljudi. Če želimo vlagati v zaposlene ljudi, če želimo v okviru trajnostnega, kakovostnega opravljanja dela, zagotoviti to delo kot takšno, potem bomo vlagati v zaposlene delavke in delavce, v zaposlene ljudi. In to na način, da bomo predvidevali potrebe na trgu dela. Zdaj, sistem, ki ga imamo, je takšen, bom rekel, to je, da čisto praktično bom povedal, običajno to je Zavod za zaposlovanje ugotovi, katere so potrebe na trgu dela, v sistemu to je, kaj delodajalci iščejo trenutno, ali pa kaj napovedujejo, da bodo rabili v neki bližnji prihodnosti. Mi v Sloveniji nimamo nekega organa, ki bi srednjeročno, na 5 let ali pa celo dolgoročno napovedoval potrebe na trgu dela. Če bi temu bilo tako, bi seveda se tudi politika, na eni strani izobraževalna politika, na drugi strani pa tudi politika kompetenc vseživljenjskega učenja, lahko bistveno bolj prilagodila, da bi zadovoljila stabilnost trga dela. Jaz sem namenoma sedaj uporabil izraz stabilnost trga dela, kajti kvalitetno upravljanje dela je tisto, ki zagotavlja stabilnost trga dela. Ne zagotavlja stabilnost trga dela elementi, o katerih recimo sem jih omenil v začetku, ampak kvalitetno stabilnost trga dela zagotavlja vlaganje v ljudi. Kajti samo na ta način bomo lahko preprečili revščino v prihodnje. Zdaj, zakaj sem rekel revščino? Prej smo slišali, to je, da naj bi nekje v letu 2040 bila vsaka druga zaposlitev samozaposlena. To je pa nekaj raziskave, ki je temu res tako. Jaz seveda upam, da temu ne bo tako. Kajti, če govorimo danes o samozaposlenem, zlasti o enoosebnem samozaposlenem, govorimo seveda to je pravno formalno o 2 poslovnih subjektih. Govorimo o poslovnem sodelovanju, enega enoosebnega SP-ja, pravno formalno govorim, in na drugi strani nekega naročnika, neke storitve. In govorimo o poslovnem odnosu in ne govorimo več o socialni varnosti. Zato je tukaj potrebno, to je nek premik naprej. To je tudi, ko govorimo recimo o novih oblikah dela, ko govorimo o platformnem delu, če želite, in podobno. Ne samo Uberju, tudi k temu se vrnem malce kasneje. Ali pa recimo, ne vem, Woltu, tu v Ljubljani, bolj nimamo vse toliko tega, ampak vidi se, recimo, to je neki premiki, ki jih je pandemija prinesla. Če gremo nazaj, za trajno kvalitetno upravljanje dela, to je nujno potrebno, to je predvidevanje potreb na trgu dela srednjeročno 5 in dolgoročno 10-letno. Zato bi na tem segmentu bilo zelo dobro pristopiti tudi k nekaj vrste, rečemo temu, zeleni knjigi o trgu dela. Ali pa trg dela do leta 2030, vsaj do leta 2030. Zakaj? Zaradi tega, ker bi na ta način lahko prilagodili, po eni strani bi vedeli, to je, kam želimo iti za trgom dela, z nekimi oblikami zaposlitve in tako naprej. Lahko bi ugotovili, kaj potrebujemo v srednje in pa neke daljne prihodnosti in seveda temu primerno tudi prilagodili programe. Zdaj pa ena izmed večjih težav, ki jih imamo, če sem prej omenil težave delodajalcev in delavcev na področju recimo vseživljenjskega učenja. Imamo tudi na eni strani motivacija, na drugi strani pa seveda pričakovanje delodajalca, kakšnega človeka rabi. Imamo problem tudi na področju vseživljenjskega učenja. Zdaj, tisti, ki me poznate, veste, da sem zelo direkten. In tisto, kar mene moti, je to, da je danes vseživljenjsko učenje, pridobivanje novih kompetenc, bolj ali manj odvisno od evropskih sredstev, od nekih projektov. Če je temu tako, potem jaz ne morem govoriti o tem, da so kompetence, vseživljenjsko učenje, nova znanja, investiranje v ljudi, v njihovo znanje, usposobljenost, skills, če hočete, da so element trajnostnega upravljanja kakovostnega dela. Čim je nekaj odvisno od nestanovitnega vira financiranja,
potem je zelo vprašljivo ta učinkovitost. In zato jaz sem že, mislim, da pred kratkim sem nekako dejal tudi, da bi si želel neko proračunsko postavko, ki bi bila namenjena temu tovrstnemu, bom rekel, izobraževanju, usposabljanju in tako naprej. In tako da tukaj imamo precej problemov. Zdaj, če v samem, bom rekel, trajnostnem, kvalitetnem upravljanju dela, ne moremo iti mimo prihodnosti dela. Jaz sem prej omenil, delo mogoče Uber pa Volt, recimo, in tako naprej. To je to platformsko delo. Ampak platformsko delo, kot imamo Uber in Volt, bom rekel zelo odkrito, zame nista problem. Zame je tu klasičen primer delodajalec, delojemalec. Večji problem nastaja pri platformskem delu, čezmejnem platformskem delu, kjer imamo lastnika platforme, recimo iz Francije, imamo, bom rekel, naročnika storitve preko te platforme iz Češke in imamo izvajalce iz Italije ali pa iz Slovenije. In gre za enkratno delo. To so vprašanja, ki seveda se odpirajo, ko je govora o prihodnosti dela. In tukaj tudi ne moremo mimo trajnostnega upravljanja dela, kajti za trajnostnim kakovostnim upravljanjem dela je povezano solidarnost družbe, je povezan družbeni napredek. Če tega nimamo, bom rekel, socialnega miru, nimamo družbenega napredka, nimamo te trajnosti. In sploh ne bomo mogli niti imeti, bom rekel, poštenega prehoda v zeleno in v digitalno. Toliko govorimo o digitalizaciji, ampak če pogledamo pa recimo načrt za okrevanje in pa odpornost. Večji del teh sredstev je namenjeno digitalizaciji javne uprave. Manjši del teh sredstev je namenjeno digitalizaciji v večjih podjetjih, skoraj nič pa srednjim in malim podjetjem. In srednja in mala podjetja so tiste, ki imajo več kot 90% zaposlenih v Sloveniji. In tukaj se vidi, bom rekel, to je ta pomanjkljivost države, za katero jaz mislim, da bo nujno potrebno narediti. In zato sem tudi prej predlagal neke vrste zeleno knjigo o trgu dela, ki bi seveda odgovarjala na izzive prihodnosti dela, na vprašanja, na te stvari, ki so še dokaj nejasni, ki zahtevajo neko iskanje tudi odgovorov. Zdaj, tukaj mi manjka še, mogoče bi predlagal še nekaj vrste, da bi tudi na ravni države, socialni partnerji in pa ostali deležniki, ki bi morali biti sestavni del, to je neke zelene knjige o prihodnosti trga dela, tudi morali narediti neke vrste agendo o dostojnem delu. In v tej agendi bi morali biti pravica do usposabljanja, pridobivanja kompetenc, do oblikovanja karijere, v okviru karierne platforme, recimo, o kateri smo prej slišali, temeljna osnovna človekova pravica. In seveda sestavni del agende o dostojnem delu, ki pa je lahko seveda tudi krajši del. V bistvu govorimo o sistemu, govorimo o sistemu, ki je, od katerega je odvisno, to je tudi preprečevanje revščine, od katerega je odvisno zmanjševanje socialne izključenosti. Govorimo o sistemu, kjer bodo ljudje dejansko delavke in delavci, ne pa številke, to je v nekem proračunskem segmentu posameznega podjetja, ali pa celo, če želite, to je v okviru BDP-ja. Tako da tukaj bom rekel, jaz sem enostavno, ne vem, zdaj toliko let sem že o tem, toliko glede tega dela se toliko ukvarjam s tem. Jaz sem tudi zahvaljen, bom rekel, vam, tudi nekaterim iz vas, ki ste tukaj danes prisotni, da ste me naučili o pomembnosti vseživljenjskega učenja. Kajti na ta način sem ga lahko tudi vključil v neko svojo videnje trga dela v prihodnje. Ampak brez tega ne bo šlo. Brez tega ne bo šlo. In država tukaj mora imeti ključno vlogo. Država mora imeti ključno vlogo. Zraven socialnih partnerjev, ki bi sindikatov in delodajalcev, ki bi v okviru pogodb dejavnosti, torej pogodb, ki veljajo na ravni države, morali vključiti elemente vseživljenjskega učenja, kompetenc, pridobivanja
v določbe teh kolektivnih pogodb. In morali biti dejavnik, tudi ki bi, podajam aktivni dejavnik, ki bi sodelovali pri predvidevanju potreb na trgu dela. In kako se to kako reševati vprašanja, izzive, ki iz tega prihajajo. Ne samo, da se nekaj pričakuje od zakonodajalca, tudi v okviru kolektivnih pogodb socialni partnerji to morali narediti, pa tega žal nismo naredili. Žal, še vedno je temelj vsega so plače, regresi za letni dopust, število letnega dopusta in tako naprej. In pa v okviru državne politike je še vedno glavno in odločilno, kako se bomo ukvarjali z brezposelnimi. Kako bomo brezposelne čim hitreje spravili na trg dela. Jaz sem prepričan, da potrebujemo drugačen pristop, da potrebujemo pristop, da bomo preprečili brezposelnost. To pa lahko naredimo skozi večjo aktivnejše ukvarjanje z zaposlenimi. Tudi na vse zadnje, če smo odkriti, imamo lahko modele, bom rekel, delitve delovnega mesta. To je kjer oseba, ki recimo je redno zaposlena in za katero delodajalec zadovoljen in ugotavlja, da mu ta oseba, ne vem, čez pol leta, recimo leto dni ne bo več koristila, zato ker bo šlo na neko novo proizvodnjo, bi ga lahko poslal na šolanje za to leto. Za ta čas bi ta oseba, ki je na šolanju, lahko dobila tudi polno plačo, seveda ob priznavanju tudi pokojninske in delovne dobe. Na to delovno mesto bi pa lahko država sofinancirala ali pa v celoti, bom rekel, pokrila plačo nekoga mladega, prvega iskalca zaposlitve, če želite. In bi na ta način dejansko dobili to po eni strani bi mlad začel dobivati neke delovne izkušnje, ki jih vsi delodajalci iščejo, po drugi strani bi pa lahko obstoječi delavec tudi dobival neke znanje in kompetence in na ta način preprečil svojo morebitno brezposelnost. Mi pa prihajamo sedaj v situacijo, kjer imamo delitve, bom rekel, tudi na trgu dela, tudi dojemanje delovnega razmerja imamo velike probleme. Mladi recimo dojemajo, ne vem, neko delovno razmerje, neke pravice zaposlenih popolnoma drugače kot nekdo po 30-35 letu. Jaz to lahko povem iz lastnih izkušenj. Ko sem bil star do 30 let, sem delal do 12-15 ur na dan, ki mi je to bilo v interesu. Danes to mladi delajo enako. Delajo 10 mesecev, sobote, nedelje in potem 2 meseca gredo recimo na dopust. Ko si pa star 30 let, 35 let, začneš načrtovati družino, se pa seveda postavljajo neke druge trendi, neke druge zahteve, neke druge prioritete, kot je 8-urni delavnik in podobno. In vse to vpliva na prihodnost trga dela, dojemanje, kaj pomeni neka pravica zaposlenega. In seveda potem to je tudi pri plači in tako naprej. Tako da izzivov je ogromno, ki so pred nami. Dejstvo pa je, da zamujamo vlak, da bi jih lahko pravočasno rešili. In zdaj, če se vrnem recimo s tem, s čemer se vi ukvarjate in kaj je za moje pojmovanje, pa to ne rečem sedaj zato, ker sem povabljen, da tukaj povem svoje mnenje, ampak tudi iskreno tako mislim. Vi se ukvarjate z srčiko tajnega, kakovostnega opravljanja dela. To so kompetence, vseživljenjsko učenje, znanje. In če tega ne bomo razvijali, če tega ne bomo povezovali z vsemi, bom rekel, komponentami in če ga ne bomo gledali v širšem družbenem kontekstu, če želite tudi v kontekstu trajnostnega družbenega razvoja, potem bomo imeli velike težave. In glede na to, da mi je koliko toliko dobro poznana situacija, lahko rečem, da ni več 5 minut do 12, da se nekaj na tem segmentu naredi, ampak mislim, da smo 1 minuta do 12, da se na segmentu vseživljenjskega učenja pridobivanja kompetenc nekaj naredi. Seveda pa ne želim pa si, da bi bili samo eden socialni partner deležnik tega. To je delodajalci. To, kar smo slišali recimo v prejšnjem prispevku. Prav je, ampak tudi sindikati smo tisti, ki moramo prevzeti odgovornost tudi za tovrsten razvoj trga dela. Brez vseživljenjskega učenja kompetenc bomo težko govorili o socialni državi, o
o kvalitetnem, trajnostnem družbenem razvoju, nikakor ne bomo mogli govoriti o poštenem prehodu na digitalizacijo, o poštenem prehodu na zeleno. Vse to bo zahtevalo neke nove kompetence, znanje, usposobljenosti. Predvsem pa moramo vedeti, da brez tega tudi ne moramo govoriti o kvaliteti, o kakovostnem opravljenem delu. Zdaj, sama kakovost opravljanja dela je pa seveda od tega pa odvisna tudi kvalitete življenja. Tako da tisto, kar bi si jaz želel, je predvsem to, da bi se precej več vlagalo v ljudi, v njihovo znanje in usposobljenost, in pa da bi tudi šolski sistem imel nek predmet, ki bi pojasnil, kaj sploh je vseživljenjsko učenje, kaj sploh so kompetence, zakaj je to pomembno. Kajti tega danes mislim, da nikjer nimamo. Zdaj, tako kot je rekel moj predhodnik, bi jaz rajši odgovarjal na kakšne vprašanja, malce mi je lažje, ampak še enkrat najlepša hvala. Prisrčna hvala tudi vam za to problemsko zasnovan prispevek. Se mi zdi, da ste se dotaknili tistih ključnih reči, ki nas zadevajo ne zgolj kot strokovnjake, ampak kot posameznike, kot ljudi. In hvala tudi za vso sodelovanje onkraj tega današnjega dogodka. Pozna se vam, da ste naši, že kar se tiče terminologije, kaj šele tudi sporočil in iz vaših ust v ne vem, katera ušesa vse, ta poziv k sodelovanju, k povezovanju, k hitremu in prožnemu odzivanju. Moram ob tej priložnosti omeniti, da imamo tukaj v klepetalnici tudi še en predlog za sodelovanje s Ministrstvom za delo na temo karierne platforme, to napovedovanje in vse, o čemer je tekel govor v prvem programskem sklopu, je resnično velikega pomena, tako da nacionalna strokovna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki je medsektorsko zasnovana, in upam, da ste tudi sindikati vključeni, če še niste, se boste pa zdaj na brzino, ker vas bodo povabili, ker je bil tudi ta apel izrečen. Tudi ta skupina ponuja sodelovanje z Ministrstvom za delo pri vzpostavitvi te platforme, ki je odločilnega pomena. Morda še kakšno, gospod Dare Stojan je komentiral in vas pohvalil. In sodobno razmišljanje seveda spet izhajati iz življenja kot takega, iz nobene teorije, ampak iz življenja kot takega, ne? Ja, gledajte, jaz v bistvu, prej ste rekli, da sem odprl nekatere vprašanja, ki so, da sem bil zelo direktni. Veste, jaz, ko sem se pripravljal na današnji dogodek, seveda sem imel dve opciji. Ena opcija je opcija statističnih podatkov in tistih, bom rekel, nekaj stavkov, ki pač morajo biti v tem kontekstu. Ampak zdi se mi, da to vrstni dogodki in vsak dogodek je treba izkoristiti za to, da se odpirajo izzivi, ki so pred nami. Da se o teh izzivih govori, kajti če se ne bo govorilo o teh izzivih, potem tudi ne bomo iskali rešitev. Če ne bomo krenili iz štarta. In meni se zdi zelo pomembno to, da smo različni deležniki med seboj povezani. Kajti, ko govorimo o kakovostnem opravljanju dela, ko govorimo o trajnostnem opravljanju dela, o dostojnem delu, ne moramo govoriti samo o enem segmentu. Mi govorimo dejansko o razvoju družbe tukaj. In seveda s tem tudi o vseh dejavnikih, ki so vključeni v ta segment, ki morajo biti vključeni. Tako da se mi zdelo mogoče boljši je ta pristop, da damo izzive, da odpiramo izzive, vprašanja, in da potem kasneje, da v nekih drugih dogodkih iščemo neke rešitve. Rešitve so tukaj. Ampak recimo, tipičen primer bom povedal, napake, recimo, ki je bila storjena lani. Če se spomnite, je v času pandemije PKP5 prinesel tisto možnost vseživljenjskega učenja v primer, da si bil na čakanju na delo doma. In potem si lahko za ta čas dobil tudi 100% plačo, če si se šolal. Ampak rezultat tega je bil enak nuli. Nič. Delavci so rajši dobili 80% plačo. Delodajalci niti niso želeli pošiljati ljudi tja. Zavod za zaposlovanje države niti ni tega promovirala, pa bi morala. Se pravi, tukaj vidimo, da je nekaj narobe v nekem pristopu promocije.
in pa zavedanje vseživljenjskega učenja in pa kompetenc. In da je še danes še vedno vsakdo misli, da je nekaj slabega, če se 50-letnik gre učiti, da bomo banalizirali, recimo uporabe nekega novega programskega orodja. Ali pa če se grem, ne vem, če se 65-letnik gre učiti, recimo uporabe Worda, Excela, da je to nekaj slabega. Ni. Tukaj to zavedanje pri nas manjka in zato je to širši družbeni problem. To ni problem samo sindikatov, delodajalcev, bom rekel, države ali pa vas. Ampak na področju promocije je zelo, zelo malo narejenega in pa tega zavedanja. Zato sem tudi predlagal, da je mogoče bilo dobro kakšen predmet imeti tudi na področju vseživljenjskega učenja v osnovni šoli ali pa v srednji šoli. Kajti vse študije nam pokažejo, da tisto, kar se bomo naučili, tisto, kar se danes učiš, kot v prvem letniku srednje šole, bo v četrtem letniku srednje šole zastarelo. Razen, zdaj pa malce, bom rekel, Monty Pythona nota, razen, če govorimo o polaganju parketov, ploščic, vodovodarja, pa električarja. Samo v tem primeru, to so poklici dejansko, ki bodo zelo težko nadomestljivi, kakokoli drugače in ki se vedno tudi iščejo. Vse ostalo je nadomestljivo, digitalno in tako naprej. In se mi zdi pomembno to, da v te zadeve vlagamo. Tako da, če sem bil preveč direkten, se opravičujem. Rešitve pa so tukaj, in verjamem, da imamo dovolj znanja in volje in želje, to je, da jih tudi sami najdemo. Na vse zadnje je tudi, bom rekel, rešitev, ki zadeva podaljševanje delovne dobe, recimo, 20% in sedaj 40% recimo pokojnine, če ostaneš na delovnem mestu, ko izpolniš pogoje za polno upokojitev, to je slovenska inovacija, to je naša inovacija, ki je nastala v okviru socialnega dialoga. To nismo od nekod drugod pobrali, to smo mi naredili, sedaj pa drugi to pobirajo od nas. In mislim, da je prav, da se zavedamo, da kljub majhnosti smo imamo rešitve. Da je to ve, da jaz na neko majhnost ne pristajam. Hvala.